vsega v novem vlogu. Mi danes nadaljujemo pot proti severu Makedonije, v bistvu nekako zaključujemo z Makedonijo in imamo samo še 80 km do Kosova. Ja, zato smo danes tukaj ostali še celo dopoldne in do kosila, predvsem zaradi tega, ker nam je ta Mauro tukaj res všeč. Sicer more biti poleti še ful lepše, zaradi tega, ker zdaj še ni nad zeleno, ampak kljub temu je ful lepo tudi zdaj, ker so okrog zasneženi hribi, česar pa poleti ni najbrž. Tako da ja, res smo uživali na soncu, lepo nas je še postriglo v spod, tako da kar fajn dopoldne. Zapuščamo Makedonijo in gremo na Kosovo. Nasplošno nam je bila Makedonija kar všeč. Zelo nas je že na Slovenijo spominjala, ker je isto taka grčevnata zelena pokrajina. Pa tudi gradnje hiš se nam je zdela že kar podobna slovenski. Tako da ja, nam je bila kar všeč. Nažalost so višji hribi še zasneženi, tako da nismo mogli nič hoditi, ampak ja, bomo še kdaj prišli nazaj, pa takrat tudi raziskali še vzhodni del države. Ja. Na Kosovu nam ne velja naša zelena karta, tako da bomo mogli tam kupiti zavarovanje. Zdaj tukaj midva niso hotela dvigati, nama je zmanjkalo evrov, v Albaniji sva zamenjala, kar sva še imela, zdaj nam je pa zmanjkalo gotovine in niso hotela v Makedoniji dvigati, da ne bi njihovih dinarjev imela, pa pol to spet menjala v evre, pa zgubljala na provizijah in nama je včeraj, ko sva še tankala, prej zadnjič v Makedoniji, to kar smo pač v Makedoniji porabili, ker je tukaj res poceni, nama je na pumpi rekel, da se da tam samo v evrih plačati in sem že hotel iti pol nazaj, da bi šla pač dvigant, ampak je rekel, da lahko on pomaga in nama je prek post terminala v trgu 20 evrov v makedonskih dinarjih in nama vrnil v gotovini 20 evrov v evrih, tako da zdaj imamo pripravljenih 20 evrov za zavarovanje in pol na Kosovu imajo pa itak evre, tako da bo lahko tam dvigant normalno v naši valuti. Pa smo prišli na Kosovo, prehod me je bil zelo enostaven, sam pogledali so papirje, se niso kaj zelo vtikali, ne v naju, ne v kemper. Še pred nama je carinik na kosovski strani odprl prtljažnike avtomobilom, ki so bili pred nama. Naju je pa samo vprašal, če imava kaj za prijaviti, se mu najbrž ni dal preveč delati. Tako da ja, zelo hitro vse skupaj šlo. Je pa ful smešen, ker in na mejah in včeraj na pumpi vsak, s katerim se pogovarjava, nama pove, da je bil v vojski s nekom iz Slovenije in da je res dober momak. Tako da je kar že malo smešen vse skupaj.
Kosovo nas je zaenkrat kar pozitivno presenetil. V bistvu že takoj, ko smo prišli čez mejo, smo se zapeljali čez en nacionalni park in tam smo šli čez 1500 metrov visok prelaz, kjer je bil na vrhu še sneg in so drugače smučišča, tako da že tisto nam je bilo ful lepo. Potem pa, ko smo se spustili dol proti mestu Prizren, kar je bila naša današnja destinacija, smo se pa peljali v bistvu čez kanjon reke Bistrice, kar je bil pa tudi na koncu ful ozek in res zelo visok kanjon, tako da iz kemperja zaradi alkohola nismo niti vrha mogla videti, to, ker je bil visok. Je pa danes zelo živahno bilo v mestu, ker je sobota, tako da sva komi dobila parking, ker sva se po moje 1 uro okrog vozila in najdla celo en parking, na katerega bi lahko zapeljala, ampak sta nama rekla, da ne sprejmejo samo, če bo tukaj prespala in plačala 10 evrov, da za manj pač bo najdla koga drugega, tako da so šla pol naprej in na koncu najdla en parking za 5 evrov na dan, čeprav sva pač spet ostala samo par ur. Pol pa so bila že to klačna, da sva šla jest v neko čisto lokalno, zakotno kebabdžinico, kjer so sami lokalci jedli in sva jedla pleskavico s sirom, ki je bila zelo dobra. No, ampak niso sprejemali kartic, midva pa nisva imela gotovine in je že takoj rekel, preden sva začela sploh sprašvati, če lahko nazaj prideva, je rekel takoj že sam, da ni problema, da pač lahko greva dvigant in prideva nazaj pol kasneje, kadarkoli, tako zelo prijazno. In tudi potem so se v eni slaščičarni ustavila in kupila neko slaščico in tudi takoj, ko je vprašal, iz kje sva in sva rekla iz Slovenije, je potem rekel, da je tole 3 evre, ampak da tudi, če pa nimava gotovine, pa tudi lahko kdaj drugič prideva, pa da je v redu. Ja, tako da so se res kar dobrodošle počutila, pa tudi sicer nam je bilo mesto kar všeč. V bistvu je ob stari del je ob reki, ki nam je v bistvu kar malo spominjal na staro Ljubljano, isto so tako restauracije direkt ob reki in na drugo stran sami lokalčki, tako da je bilo res lepo, medtem ko notranjost mesta me je pa ful bolj spominjala na Turčijo. V bistvu čisto turško, ljudje so čaj pili, same turške slaščice so prodajali, sedeli so na unih nizkih malih stolih, tako da res tako so v bistvu res ena kulturni miks res. Smo prespali na kar lepem mestu ob reki, zdaj pa nadaljujemo pot do enih slapov. Vreme je kar lepo, upamo, da zdrži, ker je do tja vsaj 3 kilometri peš, tako da ja, upamo, da bo lepo. Se sprehodili do teh slapov tukaj in so nam bili res kar všeč, Tučnovka je bila kar zadovoljna s prehodom. Je pa tam res lepo, na koncu je tak tolmunček malo večji, v katerega se te dva slapova zlivata in zraven sta dva lokala, ki imajo lepo stole zunaj tik nad vodo. Sploh poleti, ko je vroče, mora biti tam lepo prijetno hladno, kakšno pivo bo piti, tako da mogoče se sem kdaj še poleti vrnemo. Ja, res nam je bilo veliko bolj všeč, kakor sem mislila, da nam bo. Smo pa hoteli na Kosovo še kakšen dan ostati, ampak imava ful malo interneta, ker ima v bistvu tisto albansko kartico,
neki ima samo 4 giga v tujini, neki so že v Makedoniji, neki zdaj na Kosovu uporablja. Včeraj so hotela v mestu kupiti njihovo kartico, ampak imajo kar drage mobilne podatke. Za 10 giga bi mogla plačati 20 evrov ali pa za 4 giga 7 evrov, kar se nam je oboje zdelo kar drago tle zdaj za en dan. Tako da sva se odločila, da gremo raje danes že nazaj v Albanijo, kjer imamo neomejene podatke in bova v strahu, da bi sred dela crkne. Ja, ogledali smo si pa itek tudi na Kosovu vse, kar smo si nekako naplanirali, tako da samičkan več bomo mogli danes za to prevoziti. Prehod meje v Albanijo je bil res enostaven, v bistvu je bila samo ena meja, tako da niti ni bilo dvojne, so pa pogledali samo pasuše in pa prometno, tako da je bilo res skupaj mogoče 5 minut. Smo pa zdaj tukaj v dolini v Albaniji, pod dolino Valbone, smo najdeli ob reki en kar lep prostor, sicer ni čisto ob reki, ampak bo pa za eno noč vseeno v redu. Imamo tudi družbo, tako da poslušamo cingljanje krav in šum vode, ki je blizu, tako da ni tako slabo. Ne. Lahko pa zdaj povzameva, da nam je bilo Kosovo drugače kar všeč, res je zanimivo, sicer midva sva ga kar na hitro obdelala, ampak mislim, da se bo še kdaj vrnila in celo malo državico raziskala. Ja, malo nama je žal, da nisva šla v Narodni park, ki je na zahodu države, ki je baje tudi lep, ampak ja, za drugič sva si to pustila. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!